Klobasa, a je ta prav meso, lepo diši, a smem. A imate 2 minuti časa za trajnostno pridelavo hrane? Zelena Eureka, trajnostna pridelava hrane in prehranska varnost. Preden pa začnemo štopati, malo ozadja. Kmetijstvo v Evropski uniji pridela 1/10 vseh izpustov toplogrednih plinov, od tega jih kar 70% povzroči živinoreja. Kako zmanjšati ta odtis? Je rešitev v veganstvu ali v zmanjšanju zavržene hrane ali v lokalni predelavi? Odgovore bomo v naslednjih 2 minutah poiskali z Žigo Malekom z Inštituta za okoljske študije na Svobodni univerzi v Amsterdamu. Ali je res, da v prehranski verigi največ izpustov povzroči živinoreja in da je zato edina rešitev, da vsi postanemo vegetarijanci? Ne, rešitev ni ena, ampak noben drug ukrep ni tako učinkovit, na kratki rok, tako poceni in pa tudi tako enostaven, kot da zmanjšamo porabo mesa. Ali to pomeni, da se bodo slovenski kmetje morali odpovedati živinoreji? Ne, to ne pomeni to. Predvsem zato, ker največ mesa, ki ga mi pojemo, je prašičje meso in več kot 50% tega mesa uvozimo, kar pomeni, da imamo kar velike rezerve, da zmanjšamo porabo mesa, ne da bi obremenili naše kmetje. Tako da naši kmetje bodo še vedno lahko pasli goveda v hribih. Imamo pa tudi v Sloveniji dobre pogoje za pridelavo zelenjave, sadja, stročnic, s tem, da bi lahko povečali pridelavo hrane rastlinskega izvora in zmanjšali porabo mesa. Omenili ste uvoz. Kaj je pomembneje, od kod je živilo ali kaj jemo? Bolj pomembno je z podnebnega vidika, kaj jemo, ker sam transport, torej uvoz, ima precej manjši ogljični odtis. Manjši kot recimo sama pridelava živil živalskega izvora in pa celo manjši kot primer zavržena in izgubljena hrana. Kaj pa potrošniki? Ja, potrošnike je pa treba spodbujati, da ne kupujejo preveč na zalogo, ker je sicer težje, kot si mislimo. V svetu, kjer nam je na voljo vse, se je težko upreti in ne kupiti preveč stvari, tudi če se nam potem doma pokvarijo. Kakšen je torej podnebju prijazen krožnik? V bistvu je zelo podoben temu, kar priporočajo zdravniki. Se pravi, veliko barv, veliko različnih oblik, pa raznolikost. Namesto veliko mesa in krompirja ima več stročnic, zelenjave in oreščkov. Podnebju najbolj prijazen krožnik je seveda tak brez mesa, jajc in mlečnih izdelkov. In ne škodi, če kak dan v tednu izgleda tako. Ni pa potrebe potem, da smo vsi vegani. Kakšno moč imamo potrošniki? Lahko sami spodbudimo konkretne rešitve? Najlažje je, če večkrat rečemo ne mesu, sploh cenenemu, ter pa eksotičnem sadju in zelenjavi izven sezone. Ja, glih zaključujeva, še čist malo. Od politikov zahtevamo bolj vzdržen in sledljiv prehrambeni sistem, od prehrambene industrije in trgovcev pa več informacij o okoljskih vplivih hrane, od kje pride in na kakšen način je pridelana. Če povzameva, kateri so top 3 ukrepi? Zdaj, glede prehrane, manjša poraba živil živalskega izvora, predvsem rdečega mesa, potem zavržimo manj hrane, to pomeni, da kupujemo bolj premišljeno, manj na zalogo in pa seveda, da jemo bolj lokalno in pa sezonsko. Bi pa rad dodal, da je pa predvsem najbolj pomembno, da nehamo uporabljati fosilna goriva, ker brez tega bo pridelava hrane precej otežena. Docent dr. Žiga Malek, hvala za vaši 2 minuti. Z veseljem. Vi pa šerite, lajkite, da ta video pride do ljudi.